Tržaški zaliv se začne. Imam ful srečo, sem ujel glih en voden ogled tele jame. Začetek tega predavanja sem malo zamudil. To je branik domovine na Cerjah. Kaj danes se pa splača sem na gor prijeti. Da nam prehiter, doma sem pa še brdasko. Živijo! Prepoznate tale stolp za mano? To je branik domovine na Cerjah. In danes smo potepali po teli kraški planoti nad Vipavsko dolino, oziroma tukaj levo od mene je Nova Gorica. Tukaj je potekala tudi Soška fronta, tako da je kar nekaj znamenitosti iz tega časa. Potem je branik domovine, ki si ga bomo sicer na hitrco ogledali. Potem je še razgledi so super. Je pa to tukaj tudi žal pogorišče, kjer je leta 2022 divjal eden večjih požarov v Sloveniji. Tako da pojdite z mano malo okoli, zanimivo. Na takle dan, kaj tole, kaj danes se pa splača sem na gor prijeti. Kdo je? Takole pa hrast na novo poganja po požaru. Prav lepo videti novo življenje. Najprej bomo šli pogledati na Fajti hrib. Tukaj gre tudi pot Ultra Vipava traila. Pa sprehajamo po grebenu, ko imamo zdaj malo proti morju pogled, zdaj malo proti Alpam. No, zdaj smo proti morju. Tako sem spremljal ostanki prve svetovne vojne. Zdaj sem celo prišel tako zeleno oazo, kjer očitno ni gorel. Neverjetno. Tole veste kva je? Tole pa špargelj. Že dozoren oziroma že olesenel. Pobera se jih že prej. Vidite tudi, da ga je nekdo že v trgu. Smo pod Fajtnim hribom in upam, da je gor kaj razgleda. Pojmo pogledati. Evo po poti pa še tole. Nisem pa čisto sigurno, je to naravna jama ali delo avstro-ogrskih vojakov. Včasih se bližam vrhu, izgleda, da bo nekaj razgleda. Par člankov o Soški fronti in kako se spominjamo, kaj je ostalo od Soške fronte. Grem pa razgled pogledat. Ja, še lanske tle razgleda sigurno ni bilo. Zdaj pa posekan. Se pa vidi tole Vipavska dolina, Trnovska planota. Najvišji vrh je tukaj Mali Golak. Tamle se malo Alpe vidijo. Tamle je Nova Gorica. Gremo še po morju pogledati. Takole je, pa kapco pozabiš doma, pa je treba nekaj improvizirati, da sonce ne pride do sveže pobrite glave. V glavnem, če se hočete tle sprehajati, oziroma ste prišli bolj na sprehod, nadaljujete še naprej
do velikega vrha, lahko tudi pol še naprej podaljšate. Jaz se bom pa nazaj vrnil, pa gremo pogledat Borojevićev prestol. Ena zanimiva jama je tam zraven, pa še kaj se bo sigurno našel. Ja, drugače pa po telem gozdu se kaj hiter lahko zgubiš, malo nisi pozoren, pa greš po svoje, ne. Ampak pol ni tako problem, da bi se zadal izgubil, se hiter najde nazaj pot. Drugače pa tukaj fronta, soška fronta, kaj šatle, se je v štartu, kakor vem, začela tam pri Doberdobu. To je na italijanski strani meje, pač zmer slovensko ozemlje, zamejski Slovenci tam živijo. In tam so Avstrijci začeli jarke kopati, Avstro-Ogrska vojska, pa kaverne. In potem so jih Italijani skozi mesece, leta nazaj pošiljali oziroma napadali in so se mogli Avstrijci umikati, oziroma naši vojaki. Čeprav je bilo tle največ Madžarov. In končali so pol še naprej od velikega vrha so avstrijski vojaki končali, avstro-ogrski vojaki. Takrat se je pa pol tudi preboj pri Kobaridu zgodil in so pol Italijane v paniki, so Italijani bežali in so jih čist do reke Piave porinili. To je v bistvu to. Malo zgodovine. Jaz sem si v Cerjah tale zemljevid vzel in tle na križišču mi kaže, da je najbolj, če gremo po konjeniški poti proti Borojevićevem prestolu. Lahko bi sicer tudi kjer drugje šlo, ampak ker nisem najbolj domač, tle bom kar ziher variantov žgal. Ja, sem pa še to vam hotel povedati, da se pravi, kako prepoznaš avstro-ogrsko pa italijansko kaverno, ne. Se pravi, te rove skopane, pa oziroma rove podzemne, avstrijske, avstro-ogrske kaverne so gledale proti Italiji, se pravi strelne linije, italijanske pa v drugo stran. Tako da, ko so Italijani zavzemali območje in so tudi kakšno kaverno seveda spotoma zavzeli, so samo obrnili linije, skopali v drugo stran. Pridemo do križišča, jaz sem se odločil, da bom šel desno, ker se mi zdi bolj logično, oziroma da je to prava smer. Tole sem že prej omenil, ena taka oaza, zelena oaza, pa spet pogorišče. Po kakšnih 15 minutah ceste pridemo pa do križišča. Jama Pečinka, pa Borojevićev prestol, tle zelo blizu. Kakšen lep pogled na branik domovine. Gremo naprej, oziroma zavijemo levo. Teh rovov je res neverjetno, ampak večino je preraščenih, tako da niso prav lahko dostopni. Koliko jih pa pot prečka, jih pa vidiš. Ne vem sicer, kaj je tole. Gled zanimiv. Pa smo spet na cesti. Tukaj dol bi prišel, če bi šli po oni konjski poti, tako da sem malo vink naredil, ampak nima veze. Tukaj pa Borojevićev prestol. Tole je spomenik v bližini Cerij. Nadvojvodi Jozefu iz prve svetovne vojne. Tole je pa Borojevićev prestol. Zdaj v bližini mora biti pa še ena jama. Zdaj kakšnih 50 metrov od Borojevićevega prestola gremo pa mislim, da je 100 metrov noter.
pa bomo videli jamo. Tukaj pa zgleda živahno, vsaj glasno, no. Imam ful srečo, sem ujel en voden ogled tele jame, tako da bom še ves popeljal sam. Gledamo, bom prišel drugje. Pa smo skot zun. Tole spet kar nikjer smo bom prišli. V nekem jarku. To je pa še ta drug vhod, oziroma izhod. Tukaj ne bi imeli pa na izhodu iz jame ne bi balon gor spuščali, s katerim so ne vem kako opazovali okolico, vse tako so mi nekaj razlagali, si pa ne predstavljam, kako ne bi to izgledalo. To je pa oko krasa se tle imenuje. Se ne čudim, ker je res razgled prav na vse strani. Začetek tega predavanja sem malo zamudil, kot najbrž tale vodič povedal, to, kar piše na tej tabli, da je bil tukaj gor tiste terence, žromet je bil noter, mislim, je bila to prva opazovalnica vojaška na svetu, je bila tukaj žromet. Ni slabo. Je pa del te jame je bil naraven, ko ste videli tudi kapnike, del je bil pa umetno skopan. Glede na to, da tole nisem načrtoval za prav nek sploh dolg izlet, sem jaz kar odpravil počas nazaj proti izhodišču, pa tam naredimo še zaključek. Glede na to, da na Krasu ni nič vode, sem si po zaključku videa pestril izlet še skokom v Goriška Brda. Sem šel malo svežih domačih češenj kupat, pa še v Sotesko Krčnik sem skočil. Ja, pred zaključkom pa še tole, ne. Tukajle noter si lahko pogledate muzej Prve svetovne vojne, tudi Druge svetovne vojne in osamosvojitve Slovenije. Gor na vrh je razgledišče, ki ste ga videli, tako da lepo vabljeni, tamle gostilnica in tudi če ne boste šli na ta izlet okoli, boste tukajle sigurno uživali v razgledu pa v ostalih stvareh, ki vam jih nudijo Cerje. Bomo zaključek naredili tlele pri braniku domovine, upam, da se ga kaj vidi, ker je tukaj svetlo zadaj. Spet en precej drugačen izlet, ki sem jih sam vajen, ampak nič manj zanimiv, nič manj nisem navdušen. Ful rad raziskujem nove
konce in tole je nekaj res čist novega zame. Bil sem tle na Cerjah, sem bil 14 dni nazaj, ampak drugače tle okoli ta konc, to pa še nikoli nisem videl in ful zanimiv. Pa tudi v bistvu en kos zgodovine, kar se prve svetovne vojne tiče. Tamle sem tudi pred parimi dnevi sem bil na italijanski strani, ko so te kaverne, se vse stvari malo povežejo in se puzzle sestavlja, kar se znanja tiče in vedenja. In jaz sem užival, upam, da tudi vi, če ste ostali z mano do konca, verjetno da ste. Hvala vam za to. Nič kaj, lep dan še naprej, kmalu se vidimo in dio.